Torej, dober dan vsem skupaj. Naj povem, da Franci nas bo poslušal, ampak je bil Max Svinšek je bil pri njemu, pa sta posnela enourni ali dveurni pogovor, tako da bo Max še kaj povedal. Max, dobrodošel, ti si danes moj gost. Dober dan. Naj povem, da je bila zadeva takšna, da jaz sem za Toneta Čuriča prvič slišal v enem članku iz leta 30, kako živijo v Kočevju, in je pač opisujejo enemu mladem fantu, ki more delati in ga vsi prsti bolijo, ko plete, ampak zvečer pa, ko je prost, pa zaigra violino in te zadeve. No, in ko smo imeli pogovor v temu Slepi in glasba, sem malo povprašal in sem videl, da ga poznajo, ampak seveda to je tisto poznanstvo, ne, se pravi, poznamo prijatelje, ne vemo pa nič o njem, tako kaj sem že zadnjič rekel, ko smo imeli Darinko pa Valterja, ne. No, in potem sem jaz to dal malo na stran, na kar se z Maxom zadnjič slišiva, ko je imel rojstni dan, in se začneva pogovarjati in Max pravi, da je začel raziskovati Toneta Čuriča, in potem sem še pa jaz celo malo pospešil, a ne. Zdaj, preden začneva govoriti, naj povem še to, ne, da je Tone Čurič je bil rojen 12.6.13 v Radvanju pri Mariboru, da se je mama očitno odrekla otrok, imel je še eno sestro, a ne, in da izgleda, da je pri 2 letih naj bi oslepel, da pa je bil glasbeno izredno nadarjen in da ga je nekdo iz Gradca ga je vzel k sebi in mu je omogočil šolanje in se je naučil več inštrumentov. Zdaj, da se je v Gradcu, kje v Gradcu se točno šolal, ne vemo, je pa zadnjič Franci v tistem intervjuju, ko sta ga z Maxom delala, ne, lepo povedal, da je očitno res imel eno dobro šolo za seboj, ker si je na note pisal nemški kratkopis, ne. Tako da je očitno vladal zelo dobro nemščino in tudi ta Brajev kratkopis, a ne. Max, daj ti povej, kako si ga ti spoznal oziroma zakaj tebi toliko veliko pomeni? Saj Maxa poznamo, ne, tako da ga ne bom zdaj posebej predstavljal, se ti opravičujem, ne. Izvoli, Max. No, jaz sem pravzaprav ga srečal, ko sem prišel v Škofjo Loko na šolanje za telefonista, to je bilo leta 1970, in v tistih 2 letih sem jaz hodil k njemu na izobraževanje glasbe, če bi tako rekel. Nekaj sem je prinesel s seboj iz osnovne šole, tu sem pa potem nadgrajeval v Škofji Loki pri Antonu Čuriču in sva bila kar dobra sodelavca, če bi tako rekel. Oba sva nekako razumela, kaj jaz bi želel, on mi je to nudil, da mi je pa ponudil še več, kot sem jaz pričakoval, kar sem potem v življenju potreboval, mi je pa prišlo zelo, zelo prav. Ker me je naučil poleg inštrumenta osnovnega, ko sem pravzaprav za harmoniko začel, tisto pri njemu nisem glih nadaljeval, ampak sem pa prišel to na klavir in pa na pisanje Brajevih not. In ko sem jaz nekako to malo že bil, vsaj na klavirju, toliko, da ne rečem, no, da sem imel toliko znanja, da sem cerkvene pesmi pri njemu, ki mi jih je on učil, pričel tudi na koru, na orglah v Stari Loki, v Škofji Loki, ko je bil on moj mentor in sem kdaj pri kakšni maši sodeloval, da sem na tak način osvežil prakso oziroma spravil prakso v življenje. No, kasneje pa
ko sem pa Škofjo Loko zapustil, sem pa to pridno nadaljeval v svoji domači fari kot organist 2 leti intenzivno in takrat so mi prišle te note Brajeve zelo, zelo prav, ki mi jih je napisal Tone Čurič, pa tudi mi jih je on naučil. Seveda toliko zdaj na kratko iz teh let. Mogoče Dušan bi kar ti nadaljeval. Ja, no sej, torej jaz bom tako malo kronološko bomo šli, vmes bom pa spraševal vas, ki ga poznate, ne, oziroma tako, ki ste ga poznali, a ne. Ja, no zdaj se pravim, kot sem rekel, kaj se je dogajalo od rojstva pa do tega leta 30, ko sem jaz zasledil članek z njim, pravzaprav ne vemo, a ne, to bomo mogli kdaj raziskati, glede na to, da sem jaz že klical okrog po Hočah razne sorodnike, pa nisem nič našel, nobenega sestro je imel tam v Hočah. Zanimivo, ne, da ko se je mama ju je zgleda odrekla in ta sestra, po mojem, mora biti malo starejša ali karkoli, oziroma je bila, ga je iskala, a ne, in potem sta se našla, po 38 letih sta se našla in to po eni varianti je to, da je imel nastop na radiu, in da se je potem nekdo telefoniral, pa je povedal, da njegov sorodnik, po drugi varianti so imeli pa slepi nastop v Mariboru in je sestra prišla na ta nastop in da so se tam srečala. Tako nekako je to bilo, a ne. Zdaj seveda, ne, Tone, ko je bil v Kočevju, je bil zelo aktiven. Tukaj imam v enem zborniku Kočevska v narodnoosvobodilni vojni, nekdo piše o tem, pravi takole nekako, Kočevarji so bili takrat že močno hitlerijansko usmerjeni, vendar je njihovo gibanje še potekalo, bilo v početkih in zelo tajno. No, in potem nekako nadaljuje, pravi takole, ne, da so pa tudi šli se politično agitacijo. In pravi en učitelj, v šoli sem dal na razpolago prostor in priskrbel harmonij za slovenski pevski zbor, katerega je vodil slepi Tonček Čurič iz Kočevja. Poleg cerkvenih zborov je vadil tudi druge pesmi in z njimi nastopal. Ustanovili smo Slovensko ljudsko knjižnico in imeli večkrat predavanja, gledališke predstave in druge prireditve. Tako da je bil, Tone je bil pač tudi, recimo, rečemo temu malo, no, zdaj ne bomo rekli politično, ampak je bil narodno zavedno usmerjen, a ne. Leta 45 ali 46 je prišel pa v dom v Škofji Loki, a ne. In je potem tam v Škofji Loki je začel s temi pevskimi zbori, in je v Škofji Loki je vodil praktično vse pevske zbore. Jaz imam tukaj ene podatke od mladinskega, tam so imeli v Škofji Loki so imeli 3 zbore, mladega, srednjega pa starega, pa še mladinskega. In vse te je vodil v začetku Tone Čurič, plus mešani pevski zbor slepih je vodil, a ne, v katerem je pela tudi Anica Plemelj. Anica, se slišva, a ne? Ja. No, in piše tukaj, ne. Zborovodkinja je bila Štefka Zupančič, organist Tone Čurič. Ja. Kmalu po vojni je bil v Centru slepih ustanovljen mešani pevski zbor, sestavljen iz slepih, ki so peli pri župniškem zboru. Peli so ob nedeljah pri večerni maši ter pri proslavah v Centru slepih. Ja. Zbor je obstajal približno do leta 80, potem so ga zapustili moški in je obstajal ženski zbor. In v tem zboru so peli, zdaj pa mogoče bo kdo še koga poznal. Sopran Mlakar Redzika, Peko Šmicika, Plemelj Anica, Telban Lojska, Tomše Romana. Alt Novak Anica, Zupančič Štefka, tenor Mareš Lojze, Primož Vinko, bas Korenjak Janko.
Primožič Vinko, Dušan, če lahko. Primožič Vinko, ja, pa Korenjak Janko, ja, na koncu bas, ja, tenor, ja. Zdaj, Vanica, ti povej, no, kako je to bilo? Ja, Čurič je imel redne vaje, smo imeli sploh, če je bila kjera proslava, smo imeli predtem pač redne pevske vaje in smo mogli res, on je bil zelo natančen, smo mogli priti na vaje. Enkrat vem, da smo vsi pozabili, da je pevska vaja, je bil zelo hud. In on je bil zelo, zelo vesel, če nam je proslava uspela, nikoli niso nobenega drugega vabili, vse smo sami zapeli, deklamirali, on je vse to pripravil, tudi deklamacije kakšnih pesmi, ki so mu bile všeč. On je imel naročeno razne revije, da so mu pol videči narekovali kakšne pesmi, pa smo mi prepisali in se naučili na pamet. In tudi pel, seveda pel smo pa, ne. Seveda, potem je bil, on je bil strašno dober človek. Na koncu proslave, če nam je uspelo, vem, da nam je za dan žena, se spomnim, da nam je ženskam najlonke kupil. Čisto popolnoma nove. In nam jih je razdelil. Moškim pa kakšne cigarete, pa kaj takega. Pa meni tudi kakšno čokolado v srednji šoli, pa tako, ker sem hodila tudi k njemu pet. Jaz nisem bila tako pridna kot Max, da bi se note učila. Malo sem se sicer klavir, ampak bolj petje sem se, pa snemala sem mu. On je bil toliko nadarjen, jaz pa Max sva mu snemala četrtkove večere na kasetofon, na radio kasetofon, in on je tisto potem poslušal in je presnel, kar mu je bilo všeč, in je vse na note prepisal, in potem smo mi to tudi peli, in on je na harmoniko spremljal, pa na kitaro, na Englojži na kitaro, pa na bas. Tako da smo pele, tudi Sonjo pokojno Bukalovo, so medve veliko pele, ker nas je Čurič navadil. Če jaz sem enkrat. Če ti si pel, ja. Če ti si enkrat eno pel, ja, točno. Ja. No, tole sem najdel en članek v Gorenjskem glasu iz leta 1953, ko se zahvaljuje gorenjskemu Prešernovo gledališču, ne. Anton Čurič se zahvaljuje, pravi 2. decembra smo priredili slepi Stare Loke koncert v Prešernovem gledališču v Kranju, dvorana je bila nabito polna, kar je brez dvoma tudi zasluga delovnega gledališkega direktorja Lojzeta Gostiša, ne, in potem pohvali po končanem programu nas je spet čakalo presenečenje. Pripravili so nam dobro zakusko in naše prijetno razpoloženje se je še stopnjevalo, ne, recimo nočitko na gitar. Ja, imam pa še pričevanje enega, bomo dali Silvo, boš še ti kaj povedal? Jaz bi opozoril na nekatere stvari. Najprej tole, v Gracu je deloval in še deluje Odiljan inštitut. Jaz sem že v svoj čas, jaz sem bil vedno pred časom, pa vedno me niso poslušali, sem bil za to, da bi se šlo enkrat pogledati v njihove arhive, koliko slovenskih slepih iz Štajerske se je šolalo. Sem to Bobinskemu predlagal. Pa je rekel, da ni podatkov. Ampak jaz ne verjamem, da podatkov ne bi bilo, ker veva oba za Anico, da se je tam šolalo, tudi meni se zgleda Štefka, ne, Ančka? Ja, Štefka, Lojska Telpanova, vem, da je bila v Lincu. Aha, no. V Gracu. Skratka, trebalo bi te arhive pregledati. En bi moral, ki zna dobro nemško iti, pa to pregledati. To je moja pripomba. No, je pa res, jaz sem tudi bil, ja, jaz sem tudi bil zraven, ko smo snemali četrtkov večer, in je sam poleg bil, pa smo, še zdaj vem, Stane Mancini je pel tisto, pa smo nekaj spregovorili, ja, vraga, tiho bodite, snemamo. Ja, ne me zmerijo, vraga, ja. Ja, drugače pa vem, da je bil, jaz bi mu moral govoriti, priznam na grobu. Ampak jaz imel premalo podatkov, še toliko podatkov nisem imel Dušan, kot se jih zdaj ti zbrskal. Jaz sem samo vedel, da je bil v Kočevju, kdaj pa je rojen,
Teh podatkov pa mi niso povedali, jaz nisem šel niti na to. Čeprav mi je danes žal, nekaj bi že zblel skupaj. No, toliko za enkrat. No, jaz sem imel to srečo, da sem pač malo sem telefoniral okrog polhod, sem preklical, pa imel sem to srečo, no, moram reči, da mi je tale ena gospa mi je dala, ko ima pokopališče čez, ta pogrebni zavod, ki mi je pomagala z enimi podatki, ampak so bili podatki, bi rekel, ne glih povsem točni, ampak imel sem pa srečo, da sem slučajno naletel na eno, ki ga je pa poznala, oziroma kao poznala. Skratka. Vedela za razmere, ne? Kako? Za razmere je mogoče vedela. Ja, vedela je, mislim, vedela je, poznala ga je, da je nastopal v Hočah, kaj dosti pa ne, pol mi je dala je naslov, oni niso bili sorodniki in tako naprej. Vera je bila nečakinja. Aha. No, in v glavnem sem po Hočah klical okrog, pa nisem najdel nobenega sorodnika. No, potem sem se obrnil na župnika, in mi je potem župnik poslal en SMS, v katerem mi je napisal, da je umrl v Škofji Loki in da je bil prepeljan in tam pokopan. Tako je tiste bilo podatke, da sem dobil rojstne podatke. Tako da je bilo kar nekaj, Vera Nečakinja, to sem si zdaj zapomnil. Imam pa pričevanje, on je pravi takole, sedaj se učimo vsako sredo in četrtek, Anica, ste imeli vaje. Ja. Ob torkih in petkih pa učimo ostale predmete. Ja. On je imel tudi svojo glasbeno šolo. Ja, imel. In en Dari, ko hodi za mamo, tukaj sem, je rekel, mi je pripovedal o njem, je rekel tako, z roko je bral, z levo roko je bral note, z desno je pa igral. Ja. In pravi tako, od 70. leta se hodi k njemu na kitaro. Imel je veliko sobo, v njej je imel kontrabas, klavir, harmoniko in je to delovalo kot nekako glasbena šola. Je rekel, prijatelj se je pri njemu učil kontrabas in da je sodeloval na raznih občinskih razstavah in prireditvah in da nič videl. Je rekel, in pol je bilo enkrat not temno, pa je rekel, ne vidim note, je rekel ta Darje, pa je on rekel, kaj pa jaz, pa že dolgo nič ne vidim. To je recimo eno tako pričevanje o tem. No, jaz bi še pripomnil tole. Leta 63 je bila v Mariboru, Ančka, ti se boš spomnila, ti si takrat lepo pela, tisto nemško pesem. Ja. Je bila velika akademija in lahko, da je takrat bil Čurič, da bi se takrat po tej varianti, drugi varianti, ki si jo ti omenil. Nas je vodil takrat o Emilu Laga. Nas, ja, ampak lahko, da so Škofje Loče nekaj sodelovali. Je bila velika reč tisto. Tu bi še jaz nekaj dodal, Dušan. Max, izvoli. Ker škoda, da ne more se Franci oglasiti, kar mi je on povedal, da je on tudi leta 57, 58, 59 igral v skupini, mislim, da so bili trije, profesor Confidenti, pa Čurič, pa on, ki so spremljali okrog po teh, ko so imeli pevski zbor, nastope, pa so oni z svojimi točkami zraven hodili. Morda sem jaz to malo kaj narobe povedal, ampak to žal mi je, da ne more zdaj gospod Kovačič to povedati. Jaz se pa spomnim iz Trbovlja akademije, tam so peli ti Škofje Ločani. Confident je krasno pel. Ja. To je bilo, Ančka, nekje 68, 69. Ja. A vam jaz lahko preberem nekaj, sicer je mogoče malo daljši članek iz Celjskega tednika, 28. aprila 56, ko so bili v Akademija slepih. In pravi takole, recimo, sej mogoče bi se kdaj še lotili Petra Confidentija, ker ga dostikrat omenja v te,
Tukaj pravi tako, Peter Kofedeti pa se ni samo uveljavil kot govornik in zborovski pevec, ampak izredni temperament, zborovski pevec z izrednim temperamentom in solidno tehniko. Odigral je na harmoniki Čardaš, T. Moneja, znano skladbo, ki zahteva precejšno tenjše dovršenje igranje. Recimo, potem je pa tukaj, potem je pa še recitatorka, tu nekaj recitatorko omenja, zelo nadarjena in bi s skrbnim študijem lahko dosegla še lepe uspehe. Potem nič manj ni navdušila mezza sopranistka, ki je zapela spev iz Gregorčičeve operete Melodijo srca, njen glas je sicer šibak, a vendar čist in lepe barve. Tako nekako, in še o njem pišejo, zdaj jaz malo skačem, pa se opravičujem, pravi tukaj še celo omenjajo Gustava Škrabca, ki je tudi bil, v glavnem, tole je z Novega Mesta, je bilo 5 moških in 4 ženske, ki so dali 16 točk, so v Novem mestu, Potem pravijo o njem, da ne bom preveč prehiter tole, kar imam pripravljeno. Zdaj, hotel sem še reči to, našel sem še en članek, v kateri govori, da so potovali po celi Primorski. Iz Kopra je kulturno-umetniška skupina Doma slepih iz Stare Loke odpotovala še v vse kraje Primorske, v Novo Gorico, Tolmin in Idrijo. Se pravi, je bil ta pevski zbor je bil zelo kvaliteten in dosti igrali naokrog, Takrat so je pol že ne več, ko sem pela. Ne več? Ne. Anica, dokdaj si ti pela z njimi? Ja, jaz sem začela pravzaprav pet, en je umrl v domu, en Jernej, kaj si ima je bilo to, enega 72 ali 73 leta, ko sem v službo začela hoditi. Pa je pa rekel, je rekel, nič nimam skoraj soprano, vse je bolno, a bi se ti naučila te 2 pesmi, ki jih za pogreb pojemo. Jaz sem rekla, se pa bom, če me že tako proste. Me je pa on naučil obe in celo moram se pohvaliti, pravzaprav vesela sem tudi, da me je naučil Ave Marija Šubertovo, ki sem jo na velikih poročnih mašah pela. Tudi to me je naučil. V glavnem pa one 2 za pogreb. In to sem začela pravzaprav takrat peti pri pevskem zboru. In tudi potem me je pa gospod župnik Hribšek videl, ti boš pa šla na kor, je rekel. Tako da sem imela lepe spomine na to. Pa pravzaprav sem že jaz, mene je že v šoli srednji malo prosil za pevski zbor, da sem tudi pela. Ja. Jure, predno ti dam besedo. Anica, eno vprašanje, saj tole je Franci v tistem intervjuju, ali pa Max ti, če poveš, on je v bistvu poučeval, kako je bilo nekaj, da je poučeval zato, da mu ni treba bilo plačevati najemnino oziroma ta sobo. Kdo ve? Max, a ni Franci nekaj o tem razlagal? Jaz pravzaprav sem iz nekega tvojega zapiska to, ali kje sem to videl, da hrano mu ni bilo potrebno plačati v Loki, ker je učil. Tisto, kar je pa privat, so hodili k njemu, med drugimi je pa bil tudi ta Rupar, ki je imel ansambl, ne vem, kako je že, to ne Rupar, Jože Rupar, ne vem, kaj je že. Ivan, ja. In on je tudi imel kar izkušnje z njemu, on je rekel, da je pač plačeval te zadeve. Tako da teh zunanjih članov, učencev je on imel še kar precej. Ne me dajal pa čokolade. Ja,
verjetno dobil pa še tudi kako plačilo od cerkve, ko je bil organist. Ja, Hribšek mu je plačeval. Je, to pa vem. Jure, povej, ti si hotel nekaj vprašati. Jure je roko dvignil, ni, ok, bo pa kasneje. Kaj sem hotel reči? Ja, zdaj njegov karakter je bil, kakšen je bil njegov karakter? Jaz sem sicer tule nekaj, bom pol prebral, pa me zanima, Anica, ti povej, no, še kaj v bistvu. Dober človek, meni se je zdel dober človek. Mene je imel zelo rad. Jaz se spomnim, ko sem še delala, da mi je za god prinesel rože in take stvari. Zelo se je spomnil človeka, ki ga je imel rad. Seveda, kjer ga pa ni imel rad, je pa mogoče kakšna druga pesem, ampak mene je imel osebno, moram reči, zelo rad. Jaz ga imam v spominu za dobrega človeka. Veliko mi je tudi dal, da so še moje sošolke rekle, Čuriču pa še hod, da nam boš še dala čokolado. Brane, daj še ti kaj povej, ti si ga tudi poznal, ne? Ja, ampak vseeno najprej pred tem ne bi nekaj povedal, da prav zanimanjem in kaj bi še rekel, poslušam, koliko vsega tega bilo že takrat v 50-ih, 60-ih letih, aktivnosti, kulture in tako dalje, kad smo že slišali, marsikdo izmed vas je bil zraven, marsikdo tega, ki jih je ni več, teda že takrat je bila izredno velika aktivnost slepih ljudi in slabovidih, ko za nekatere vemo duša, se pa z njimi začelo življenje. Dejansko je bilo res ogromno tega bilo že včasih. No, jaz sem pa Čuriča spoznal leta 69, 68 sem zgubil vid, 69 spomladi sem bil 3 mesece v Škofji Loki na rehabilitaciji, tako imenovani, ampak rehabilitacija je bila samo pol ure na dan brajice, to me je učil Franci, in pa Franci lepo zdrav, in pa pol ure strojepisja, me je pa učil kopedenti, Peter Slepi. Ampak sem imel potem, ves drug čas sem bil popolnoma sam sebi prepuščen, nisem imel kaj delati in sem pa že prej harmonike igral med drugim in sem šel do Čuriča, me je pa naučil note v brajici, takrat sem jih obvladal, ampak potem jih pa nisem uporabljal, ker vemo za harmonike, vemo imeti tretjo roko za branje note. Pač 2 roke rabiš za harmonike, tako da sem potem bolj po posluhu igral nekaj brajeve note, sem nekje zanemaral. Se pa spomnim Čuriča, da je bil zelo prijeten človek, tak živahen, poln energije je bil, če tudi bil takrat že bolj v letih, ampak je bil poln neke energije, poln življenja je bil. Ni bil neki dolgočasen človek in tako dalje, ampak ga imam zelo v prijetnem spominu. No, ker tukaj je, on je bil tudi zelo aktivna, on je recimo leta 46-47 je bil izvoljen v častno razsodišče, ta Zveza slepih, oziroma takrat se je imenoval, kaj je že bil odbor, Jugoslovanski odbor, ne vem, za Slovenijo, slepih, ali kako je že bilo to. In je sam hodil na te sestanke, Je pa tako znana je recimo ena anekdota, pravijo, da je to nekoč silvestroval na Lubniku z ansamblom in so ga pač tam gor pili in žurirali, po noč se pa spomnil, da mora biti ob 6 zjutraj pri maši. Anica, poznaš to? Ja, to sem pa slišala, da so ga kar pustili in je sam prišel iz Lubnika do cerkve. Ja, bojda je bilo takole, in je pol prosil enega Matevža, da je šel z njim po zasnešeni poti dola, To pa nisem slišala. In ta sred poti je pa začel Matevž tarnati, da je pač,
začel tarnati, da je pa gor pa žurirajo midva, pa tukaj dol greva potem zadevi, a ne. In moj Čurič rekel, veš kaj, te pa ne rabim, kaj pet nazaj. Ja, to je, ko je bilo In on se obrnil in je šel nazaj, ne. Jaz sem sam to slišala, da je nazaj, da je sam prišel iz Ljubnika. No, in pol je šel in je zašel, ne. In je mu je zdrsnalo po strmini, mu je zdrsnalo in je padel nekam tam in se je ujel za en grm, ne. Zjutraj ga je pa našla tam ena mama, Grebnarjeva mama, ki je tu šla k maši, ga je rešila in ga je usmerila in sta potem prišla skupaj ob 6. zjutraj skupaj k maši, da je lahko to ne igral. Ja, mislim, da bi sam prišel, pa ne vem. Ja, no, tako je recimo, ne. Ja, vem, da to nekaj. Dušan, eden nekaj sprašuje. Ja, saj vidim, saj glih hočem. Aha, ja, no, vse to smo že rekli. Anica, povej ti, ko si bila v zboru, tale sprašuje, ali ste peli samo cerkvene, ali ste peli tudi posvetne pesmi? Ne, mi smo peli na proslavah vedno posvetne pesmi, on je ogromno teh posvetnih pesmi tudi nas naučil. Kaj pa tole, da je, imeli so en pevski zbor, ne, ki so se imenovali Srake, pa so hodili po gostilnah, sem pa tja in so v glavnem peli, ne pili. To pa ne vem. Ne veš to. Ne. So se spravili na kolesa, edni Čuriča pelal na kolesu in so šli tam po dolini vasi in po tistih vaseh so hodili okrog in so peli, imenovali so se pa Srake. Ne veš tega. To pa on ni nič kaj dosti povedal včasih, kam gre. Smo ga samo napisal je v braju listek, danes pa ne bo vaj. Pa smo to pač prebrali, pa je pa seveda moja sestra vprašala, kje ste pa bili, ker jo je tudi orgle pa to malo učil. Kje ste pa bili? Ja, je rekel po svetu. Ja, kje? Ja, svet je velik in širok, draga. Ne, imel je pa eno lepo navado, uporabljajo dobesedno knjižno slovenščino. Ja, to pa. Res, mislim, čisto, danes bi težko, mogoče pri kakem starem, ti ni več takih ljudi, da bi tak, v kakih stari pisal. Jaz sem poznal enega, ki je tak pisarniški delavec bil nekdaj, Boga, ki je tako pravilno govoril. Samo on je imel eno posebno Brajevo pisavo, ki jo jaz nisem znala prebrati, ki je umrl, pa pride una Franska, ki je bila včasih pa nas spremljevalka Kalanova, pa prav, daj ti to preber, da vemo, kam se kaj da, zakaj je kaj zapisal. Vsaka Franska, jaz tega ne znam brati. Ja, Franci Kovačič je rekel, da je on pisal tole v nemškem kratkopisu. Zdaj, Max, povej ti, kaj malo več, ti si za Francijo naredil en dolg intervju, enourni ali 2-urni. Ja, samo nažalost tega kratkopisa nisem jaz srečal, pa ga tudi ne bi znal brati. Je pa res, da je bil pri papirju varčen, da po vojni ni vse praktično porabil, skoraj vse, kar je prav prišlo, ker papirja je premagalo po vojni in je on zato tudi se precej na kratkopis podal, da je čim manj šlo po papirju. Najbrž je zato toliko tega kratkopisa bilo, ker ga pa pozneje več kot mi, kot takega nismo uporabljali, smo uporabljali kratkopis v osnovni šoli v Ljubljani, ampak slovensko varianto, mislim, da je bilo drugače. Ampak Max, bil je pa taki trdi papir, meni je enkrat eno pesem dal in je pisal taki oski papir je bil, trd pa tako, taki, ko so nekdaj knjige, kdo je bral stare Brajeve knjige, Dušan, ti veš, tam je bil taki trdi papir, ki si res težko na tablico zapadal. On pa stroja sigurno ni imel še. Jaz imam še zdaj te note njegove na takem trdem papirju napisane. Jaz sem spravila tisto, ki smo strojepisje se učili, v mapo in on je na tisti papir
pol pisal Brajeve stvari. Je bil tako vesel, je rekel, da je prišpari tiste, pa sem mu nesla mapo, pa je bil tako vesel. In sem imela v spominu še njegov, on mi je kupil en tako lep tranzistorček. Jaz sem nekaj, zakaj ste mi pa to kupil? Jaz sem se mi zmeri snemala. Ja, to je pa ena anekdota, ki se je zgodilo, ko so šli v Avstrijo kupovati, so kupili en tranzistor, potem ga je pa en slep, ga je skril pred carinikom tako, da ga je obesil na okno, pa je dal suknič čez, tako da se je odzunaj se je videl, da ga visi tranzistor. Dušan. Ja, povej. Zdaj si glih govoril carinikov pa to, jaz poznam tak primer, da je nekdo, ne vem, v naši vasi so šli na mejo, da je otroka tako vščipnil, da se je zadrl, da je carinik sam zalaputnil vrata, pa so šli naprej. Je bil noter neko zadevo, če bi jo dobil, bi verjetno fejst carino plačal. Je dobro. V redu, ok. Drugače pa tako, kar se pa not tiče pa tako. Takrat, ko sem jaz hodil v zavod za slepo mladino, je ta Iztok Peroci, ko je, ne vem, a še obstaja ta ansambl Fantje z vseh vetrov. Ja, še obstaja, ja. Ja, no, naprimer, on je v zavodu učil notacijo in jaz se spomnim, ki je zmeraj rekel, dobro, jaz sicer na notacijo nisem hodil, čeprav včasih nas je Nepčeva Jožica učila malo na melodiko igrati, ampak jaz vem, on je zmeraj prišel in je med malco rekel, notacija bo v 4:30. On je bil še tisti, ki je učil notacijo. Ja, pa Pepka je to čudovito znala, Nepčeva. To jaz toč ne vem. Notacijo, ja. Ker jaz vem, ker je nas učila, naprimer, pa so bile te melodika, je imela razne barve, zeleno, rdečo, meni se zdi tipke in tako. In pa je začela na zeleno tolikrat, na uno tolikrat, pa tako naprej. Tukaj imam še nekaj, zdaj sem videl, ene 2 imena, pa mogoče, če jih poznate, ko smo posodelovali. Pravi, kadar je Čurič igral na orglem, je meh tlačil Jernej iz Centra slepih. No, se je glih v pogrebu tega Jerneja je bil, ko sem jaz začel, ki je mene Čurič rekel, če se naučim tiste pesmi za pogreb. Ja, slep je bil Jernej. Tega jaz nisem poznal, takrat je bil že starejši in se nismo toliko. Kaj pa Liziko Pohorčevo? To pa zelo, to sem pa prijatelja. Oj. Še jaz poznam. To jo še jaz poznam. To sem pa jaz prijatelja z njo. Vem, da je tudi v tistem zborniku Dušan, ki si ga tako iskal, pa ga imam tudi jaz, pesmi, bila njena pesem objavljena. Ona je tudi lepo pela. Ja, se piše, solo točka slepe tovarišice Lizike Pohorčeve je žela viharen aplavz, enako tudi solistični nastop Helene Zajčeve. To pa nisem poznala, poznam ime in priimek, nje pa ne. Ena slepa imam, da tudi bila. Ja, na to je koncert, ti so bil ki v Tržiču, so imeli ta koncert, ne? Ja, zdaj zadeva je taka, da v bistvu on je tudi, kakor sem videl, je tudi pisal neke skladbe svoje. A to pa ne vem, a res, lahko ja. Zdaj jaz ne vem, Franci žal ne more govoriti, Max, vidite, s Francijem ste govorila, da je neke stvari so ostale za njim, z Francijem. Ja, notni material, sigurno. Veliko kaj pa ni bilo nekako naprej, da bi se ga našlo oziroma se je razgubilo, tako da njegove zapuščine je verjetno skoraj vsa
šla v zaton. Ančka, škoda je, ampak zdaj je, kar je. Jaz sem našel, zdaj se še z vnukom pogajamo, ko je treba zdaj okrog avtorskih pravic pa te stvari urediti. Jaz sem tukaj našel eno jutranjo pesem, ki jo je harmoniziral Anton Čurič, Largeto za mešani pevski zbor. Anica, se ti spomniš te pesmi? Jutranja, to pa ne vem. Holala, fantje, vstajajte, dekleta. In žene, ampak ne vem, takrat nas se to ni učil on. Ni. Jaz se jo spomnim, tako sem jo zdaj slišala. Ne, to ne. Ne, ker pravijo takole, tukaj, ko so objavili, kritika pravi tako, približno, kot prvo objavljamo jutranje poredbo Štajerske narodne zamešani zbor, delo slepega skladatelja Antona Čuriča. Skladatelj živi v domu slepih v Stari Loki in se je učil v domu za slepo mladino v Kočevju pri učitelju Kautskemu. A kdo to pozna? Ne. Kautski, Fritz Kautski. To pa prvič slišim. Ker jaz sem ga iskal, pa nisem nič našel. In se priredba kaže, da ima Čurič smisel za skladanje, lepo razvit čut za harmonijo in za logično vodenje glasov, zato bo našim pevcem gotovo ugajala. To pa bi rekla, ker on je pa res bil dosleden. Pri teh vajah, prvi, drugi glas. To je bil okoj, če je bilo kaj narobe. Pa tudi razne te pesmi, ene vem, da je tisto očka moj, ki so jo pele sestre Potočnik, je priredil za zbor, da smo jo mi na proslavi peli. Ja? Vse je to podobno bo tale jutranja, ker tole vem. Ja, to vem, to se pa naspomnim. Ampak to je on res moral preharmonizirati, ker morate vi vedeti, da on ni mogel videčih not brati. In je res moral to sebi zapisati v Brailleju. Ja. Da res potem je šele lahko prišlo do zbora. Talent. On je bil res. Čakaj, še nekaj iščem, nekaj sem še zgubil zelo trenutno, ampak se bom najdel. Nič, potem, Max, če boš ti kaj povedal, medtem ko jaz tole iščem. Vida s Francijem sta veliko govorila o tem. Ja, samo nisem se ga tako na dobro vsega zapomnil, tako da ne bi imel pravzaprav dosti povedati okrog tega. Morda bi Anica eno anekdoto lahko povedala o razočaranju ljubezni njegove. Ja. On je bil zelo razočaran zaradi nesrečne ljubezni. Seveda, on je tudi orglal na koru v Kočevju in tam je pela ena pevka, ki mu je bila všeč, videča. In jo je vprašal potem po maši, Marica, ali bi bila ti moja, ali bi bila midva za skupaj. Tone, prepozni ste, je rekla, jaz že imam moža. In on je bil tako razočaran, ker je imel tako rad in je zaradi te nesrečne ljubezni začel piti, ker je bilo to zanj zelo škoda za tega talenta, pa to on zelo se je začel potem žal udajati pijači. Ja, to sem pa slišal, ja. To sicer na to temo nisem hotel reči nič, ampak mi je že tudi Dari rekel, ja, da je... Me je že Silvo na to spomnil, jaz tudi ne bi rekla. Ampak me je že Silvo na to pripovedovala, mi je pa Francka Tavčarjeva, ti starejše, ki so živeli tle v gradu, so to vedle. Ona je bila živa kronika, Francka. Jaz sem rekla, da je živa kronika. Marsikaj je vedela, kaj se je tle dogajalo in tako od kakšnega človeka in je tudi od Čuriča to povedala. In še potem je to doživel
da je šel seveda tam na obisk, ki je ta Marica živela in je mož zvedel, zakaj je to prišel in ga je natepil in je tak prišel, nekdo ga izvozom pol nazaj pripeljal in so ga, ja kaj pa je Tone, z vami so ga ljudje spraševali, kaj pa je s tabo Tone, vraga z voza sem padel. Ja, seveda, ne, se to. Ja. To je doživel, no, in z tega obupa je reveč začel piti. Ja. Preko je Brane rekel, ne, kako je bilo v 60-ih, 70-ih letih, kako je bilo to življenje kulturno, so slepi zelo. Jaz sem dejansko, ko sem prišel s tem na zvezo, jaz edino, kar sem poznal tega, bi rekel, ta oktet Louis Braille, ne. To se mi je zdelo, to pa je, to ono tretje, ne. To je bilo znano, drugo pa kot pozabljeno, ne. Ja, to pozabljam, ampak tukaj vidim, ne, recimo en piše, ko so bili mislim, da so bili v Novem mestu, ja, nastopali, ne, in pravi, da sta bila tudi dva gojenca zraven, prisrčen nastop dveh mladincev, gojencev Zavoda za slepo mladino v Ljubljani, Vernika in Škrabca. Ja, pa Gusti Škrabec, ne, ki sta igrala na okarino in orglice. Ja. To je zanimivo, ne. Recimo za Gustava Škrabca, ne, to bi tudi mogoče bilo fajn, on je bil eden redkih, ki z usti bral brajico, ne. Ja. On pa Pirc, Zvonko. In pravi, da je kot izreden primer za Gustava, pravi, da je izreden primer nadpovprečne volje in čudovite požrtvovalnosti, a ne. Je bil pravnik. Ja, tako, ja. Vse konfidenti je bil tudi, ne. Bil neuspešen službe, ni mogel najti, ne. Veš, da sem ga dobro poznal, ne. Je bil, on je pravnik bil, ne, diplomirani. In je bil celo pripravljen v eni firmi 1 leto zastonj delati, samo da bi dokazal, da je sposoben, pa niti toga niso vzeli. Ja, se je podobno zdaj. Zdaj pa podobno, ne. Ja. Žal. Vse so se hude stvari dogajale. Sploh za nas, kjer smo bili popolnoma slepi. Se mi zdi, da smo še težje shajali, vem, že v 70-ih letih. Meni, če ne bi mama zrihtala, bi tudi še v Mariboru preden čas bil tak. Naj še pa omenim zdaj, če se spet malo vrnemo k Čuriču, meni sicer materijala počasi zmanjkuje, ne, tako zdajle malo tele iščem, skačem. V glasbo je tudi Ujetega ptiča tožba Škofje Lokija, ne, v glasbo, ne. In to je pa v bistvu imajo vnuku sem najdel rokopis, tako da zdaj se, kot sem že prej rekel, zdaj se okrog teh pravnih zadev se gledamo, da mi bojo sfotokopirali, pa podpisal sem neke ene zadeve, da ne bom naprej delal, pa tako naprej. In je pripisala neka Katarina Poldi. A kdo to ve, kdo je to? Vi, Škofjeločani, ste slišali za kakšno Katarino Poldi? Ne, jaz jo ne poznam. Jaz sem poznal vse tiste, ki si jih ti umenil, kakor kaj so jim Štefka, pa Micika Pekošakova. Pa Lojska Telbanova, pa Reska Mlakarjeva. A Štefka je bila slepa, ko je ona bila slepa? Ona ne je bila samo slepa, ona sploh ni imela svojih oči. Ona je imela namesto očes, kakor sem jaz enkrat odbis videl kožo noter, tako, veš. A res? Ja, to pa vem, ampak Obladova je pa Mesi Deklajnovo in Hebeltovo pisalo. Ja, vse to. Vse to, ker vem, ker sem bil enkrat pri njej v samski sobi in mi vse to pokazal. A veš. Tako da, takrat sem pa poznal in Miciko in Uno Malči in Manči Tomše in kaj sem, Faniko Šovron in vse tiste, ki so v tistem času. Jezus, Fanika še na branje hodila v 70-ih letih. Ja. Dajte mi še povedati nekaj, ko so imeli ta pevski zbor imenovane, oziroma te cerkveni pevski zbor, ne? Ja. Zdaj, takrat glih politično to ni bilo glih, tako da so celo je bilo
celo se je govorilo o tem, da so mu hoteli socialni dodatek ukiniti zaradi tega, ker je vodil te cerkvene zbore in da so se tudi skrivali nekako, da so jih, zdajle glih iščem tole, da so nekje se mogli malo kao skrivati, ker niso smeli v cerkvi vaditi. Anica, ti kaj veš o tem, Maks? Ne, Ne. to je bilo pa že prej. Pol je bilo čisto v redu. V Števki smo hodili kaj v cerkev en prostorček tam vaditi. Aha, znajdo, ja. Ja. Tisto je bilo čisto v redu, nič ni bilo narobe. Pa kaj. To je moglo biti v 50 letih. Ja, se piše, moški pevski zbor od leta 45 do 80, pravi, po vojni okrog leta 50 so stari loki bili trije moški zbori. Ljudje so jih imenovali starejši, srednji, mlajši, to sem že prej rekel, a ne. Vse tri je vodil Tone Čurič, a ne. In pol pravi takole, vaje so bile v zakristiji, lokacijo so menjavali, ne, se pravi, pevski vaj je imel zbore pri Pinterju, kasneje pri Koroscu, pri Fortuncu in v gasilskem domu. Lokacijo so menjavali zaradi preganjanja oblasti. Se pravim, da to moglo biti takrat 50 pa to. Do nič ne veste, dobro. Ne. Smo premladi še vseeno. Skratka, no, potem je pa tako, no, in potem je mi ta župnik glih prejšnji teden, oziroma takrat, ko mi je samo še to mi je manjkalo, a ne, in mi je poslal SMS, ta hoški župnik, a ne, in pravi takole, Čurič je umrl 28.10.79, pripeljan je bil v Hoče, kjer je živela njegova sestra, pokopali so ga 31.10.79. Zato smo pa malo pohiteli s tem Zoom kavico, ker smo rekli, da bi imeli, zdaj, ko je pač neka vrsta ena obletnica, zdaj drug teden imamo eno drugo temo že za Cahne, tako da nismo mogli naslednji teden narediti. In je bil, te pravi, 31.10.79 je bil pokopan. Pokopal ga je takratni hoški nadžupnik in dekan gospod Peter Pribožič. Pevci so bili na pogrebu in so jih sorodniki lepo sprejeli. Njegov grob so pevci dolga leta redno obiskovali. Res, ste hodili, Anica? Ja. Kdaj ste hodili? Ja, dvakrat po njegovi smrti se mi zdi, smo pa bili tam. Jaz se večkrat ne spomnim, da bi bila. So pa še hodili pol, ja, ten čas. Ja. No, in ta grob še obstaja, tako da mi je ena gospa, ki, ne vem, najprej sem mislil, kakve sorodniki, potem se je izkazalo, da niso, ker Čuričev je tam okrog Hoče dosta, ne. Tako da je potem mi je obljubljeno, da me bo peljala na grob, ko bom kaj Hoče prišel. Tako da, evo, jaz sem končal z svojim raziskovanjem. Bomo danes malo prenehali, Anica, tako mora iti na dializo. Zdaj, če še ima kdo kaj zapovedati, naj pove. Jaz bi samo toliko se, Dušan, zahvalil za to Zoom kavico in tvoj levji delež prispevka, da smo to temo lahko odprli, pa prišli do podatkov, ki so bili do sedaj skriti, nepoznani in upam, da je to zdaj za marsikatera tudi neka novost in tudi prav, da se je ga začelo nekako razkrivati pa omeniti njegov življenjepis. Dušan, hvala lepa. Pa vsem, ki ste kaj prispevali k temu, da je v to zbirko lahko se zapisalo, pa da se bo to še pol nadgrajevalo. Hvala lepa. Ja, Darinka, predno ti dam besedo, sam še eno vprašanje, Jaz, ko sem tukaj Čuriča delal, sem naletel seveda na Confidentija, zdaj me zanima, ker je po mojem, kolikor sem videl, je bil eden najbolj izobraženih slepih, On se je šolal v Zemunu in v Gradcu.
No, in dejansko ga poznate, če se ga mogoče jaz lotim, pa da naredimo čez nekaj časa spet ena tako kavico, mi boste pomagali. Zelo ga poznamo. Konfidentija pa seveda. Ja, konfidentija še jaz poznam. Nas je učil. Sicer ne toliko dober, ampak enkrat vem, da je nekaj govoril o psih vodičih, pa tako. Pa včasih sem ga videl, če je kaj prišel honorarno narediti. On je povedal, kak je bilo v Beogradu, pa kak je v Gradcu bilo, pa kak je. Super, no, jaz bom pripravil osnovne informacije, od vas pa pričakujem, da boste obujali spomine, prav? Izvoli, Brane. Njegovo življenje tudi v Celju, med drugo svetovno vojno. Ja, Celjan je, on je tak bil Celjan. Brane, on je tak bil Celjan. Ja, Celjan je bil, ja. Darinka, prosti. No, saj v bistvu nimam nič posebnega, ampak ker sem še bila v tistem času v Škofji Loki, sem jaz takrat omenila, da se gospoda sicer spomnim, Kuriča, tam nekam v Daljani, spomnim pa se, da so nam ponudili takrat prevoz do Hoča, da je šel avtobus iz centra slepih na pogreb, da smo mi potem se tudi peljali do Hoč, potem smo se razbežali, vsak na svoj dom, pač mi tisti dojenci, no in tale profesor Konfidenti, pa zagotovo imamo lepe spomine na šolo, na spremstva, ki sem kar čakala pri vratih, če ga smem pospremiti. Skratka, pa niti poanta ni to, da to povem, ampak poanta je to, da danes mislijo, da so izumili toplo vodo, marsikateri od naših mlajših slepih in verjetno tudi slabovidnih, dobro, takrat ni bilo toliko poudarka pred letom 70 slabovidnih kot na slepih, in da stvari, da me boli srce, ko poslušam, ko gledam, ne vem, ne bom omenjala, katere panoge so to, ampak zdi se mi, da je to eno samo nabijanje, kako se temu reče, skratka, kot da so prvi in edini in je prav, Dušan, pa vsi ostali, ki kakorkoli prispevate, da potegnemo iz naftalina naše ljudi, ki so se verjetno zelo težko pobijali in ne vem, v tistem času je bilo to čisto drugače kot danes, ko je na vsakem koraku nekaj, kar te lahko spravi ven, ali je taksi, ali je kakorkoli, samo želeti moraš in iti med ljudmi, takrat pa mislim, da klobuk dol vsem tem našim. Glede Konfidentija sva se z Dovčerjem spraševala, zakaj vraga so ga v Škofjo Loko, pa ni on Ljubljano ostal v takšnih obraženih. Tablete, če bi, ne vem. Tablete, ki jih pa imate. V redu. Zdaj bom, Anica, le ti lahko greš. Anica, pa vaja bom izklopil, pa vidva lahko grete. Jaz bom tukaj ostal, Dušan. A boš, v redu, da ne bomo. V redu, kaj si še hotel? Zdaj se končujemo, a ne? Zdaj Nika bo pa drug teden imela tudi eno zanimivo temo, pa bi Nika ti najavila tole temo, bi povedala, tako da bo tudi zelo zanimiva zadeva, bo pa drug teden Nika vodila. Naša bi lahko pogledali, če imam termo veljulko. Nika, izvoli. Nika še malo. Brane, no povej, Brane, izvoli. To sem se prej rekel, da nekateri so dolgo kasneje prišli v špil, da se z njimi življenje začelo, bo pa pogrozno že prej. Pa še nekaj, čakate še to naporno delo, da bo svojo zgodovino raziskal, pa nam je predstavil. Kako? Čakate še pa zelo naporno delo, da bo svojo zgodovino raziskal, pa se nam predstavil. Ja, mojo. V redu, vse smo zmenjeni, da bom enkrat, ampak najprej moram se jaz upokojiti, pa bom. To naporno, ne? Ne bo. Da naredim to, kar smo prosil. Ja, izvoli, Nika. Za 28. oktober je pripravljena tema o Evropskem združenju Donna Slovenija in govorili bomo pač o raku.
Tako da z nami bo gospa, ki je tudi napisala osebno izkušnjo s tem, gospa Darja Molan. O raku na dojkah, ne? Drži. Ja. Presenečeni boste, tako kot sem bila jaz, rak dojke ima lahko tudi 2% moških. Da. Ne rak prsi, ampak rak dojke, kajti v mladi dobi, ko deček raste, preden pridemo do pubertete, se še razvijajo pač maščobna tkiva. In, Pozdravljeni, Jože. Pozdravljeni. ja. Dobro. No in to dejstvo, da obstaja ta rak dojk pri moških, me je res zelo Ja, presenetilo. mečkam. Ja, A se slišimo? ja, se slišimo, ja. Torej, gospa Darja Molan pa Slovensko združenje Bona v petek. Zanimivo. Pridite, naredite, ali kako naj rečem, reklamo, da nas bo več. Kaj naj rečem? Pa se vidimo v petek. Hvala za sodelovanje, Ja. se vidimo v petek. To se to bo danes tedna, ne? Tako, Ja? v redu, adijo, mahamo, Ajde. adijo, se vidimo, čau, adijo. Ja.